Kadarkoli se nam dogaja nekaj dejansko slabega, se sprašujemo dve vprašanji. Zakaj sploh trpljenje in zakaj se to dogaja ravno meni? Osebno se takrat spomnim naslednjega svetopisemskega besedila iz pisma Rimljanom 8. poglavja. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Sedanja kriza nas opominja, da držijo te svetopisemske besede. In čeprav nam večini še ni resnično hudega, smo vseeno naenkrat vsi približno enako zaskrbljeni in negotovi. Vsi ljudje smo enako podvrženi minljivosti, toda nismo vsi v enaki meri in ob istem času soočeni z njo. Sedanja pandemija je to spremenila na način, ki je edinstven v zgodovini. Ne gre samo za minljivost v smislu grožnje smrti, ampak predtem še za minljivost našega ustaljenega načina življenja, ki smo si ga z veliko truda zgradili v kolikor toliko stabilno obliko. Ta stabilnost se nam ne zdi več zagotovljena. V času stiske smo ljudje pritisnjeni, da izberemo neko stran ali pripadnost neki skupini ali prepričanju. A vsi bi radi verovali v dobrega Boga. To dejstvo priča o iskri dobrega in plemenitega v nas, ter o naši želji in potrebi po boljšem svetu. In to nas pripelje do tako imenovanega zlatega pravila, ki ga najdemo tudi v Svetem pismu. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Prav nič ne govori proti mnenju, da je to pravilo božanskega porekla, saj nagovarja našo najbolj temeljno potrebo po življenju, po sprejetosti, po spoštovanju, po dostojanstvu, po svobodi in varnosti. V tem času, ko s svojim obnašanjem lahko pomagamo ustaviti širjenje okužbe, nam je silno olajšano uvideti smiselnost tega načela. Namreč vse, kar želim, da bi drugi storili meni, to bom storil njim in za njih. Bog, v katerega verujem, nas sprejema kot posamezne osebe, toda na podlagi našega odnosa do drugih. Zato se vedimo odgovorno drug do drugega. Nedavni dogodki in trenutno stanje pandemije so nam pokazali bolj kot kdajkoli prej, kako zelo smo povezani in kot človeštvo in kot celotno stvarstvo, ki vse do zdaj skupaj z nami vzdihuje in trpi. Sprejmimo zato to sedanjo situacijo kot darilo in morda kot odgovor na vprašanje, zakaj se to ravno meni dogaja. Prepoznajmo v njej priložnost pokazati vsaj delček svoje ljubezni do bližnjega ter našo hvaležnost do tistih, ki sedaj nosijo največje breme in delajo vse, kar zmorejo, da pomagajo zbolelim in zaščitijo ostalo prebivalstvo. Zato ne pozabimo, ne glede na to, kaj se nam dogaja, da vsi mi in ljudje in narava, hote ali nehote, skupaj vzdihujemo in čakamo na odrešitev.